Lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020, četrtek 2020 v liveu. Vse se da, kar resnično verjamem, da se vse da. Pri komu se mogoče ne da, pri žrtvah, ki mislijo, da pač so drugi odgovorni za naše življenje, ampak dejansko smo, če govorimo stavek, da smo kreatorji svojega življenja, da smo odgovorni za svoje življenje, da smo ustvarjalci svojega življenja, potem tudi pomeni, da se res, da imamo 100% vpliv. Sem po duhovni šoli, to pomeni, če ste gledali moj prejšnji live v četrtek, sem po duhovni šoli in rečemo tudi po tem duhovni šoli je bilo nekaj najlepšega iti z našimi sodelavci na team building. Spomnim se, ne spomnim, Igor mi je rekel, pa ne moreš, bomo kar iz duhovne šole šla direktno na team building, ampak jaz mislim, da je bila to še pa enkrat boljša samorefleksija našega team buildinga, kjer lahko v resnici ugotovimo, jaz temu rečem malce, gledaš svoj zgled, tvoji sodelavci so tvoj zgled, tvoji sodelavci so tvoje ogledalo, tvoji sodelavci so samorefleksija sebe in potem lahko tudi marsikaj dobiš neka jasna sporočila, kaj ven iz tega potegnete. Duhovna šola je, tako kot me je bilo strah duhovne šole, po tolikih letih te malce strah, ne vem tako, tak sem imela nek občutek, vedela sem pa, da bodo vsi odgovori prišli, taki kot je prav, da pridejo in mi je bilo čudovito. Jaz vedno pravim, kamorkoli greste, ne glede ali greste na obred, greste na delavnico, greste na izobraževanje, greste na konferenco, nič ti ne koristi, kvečemo te lahko zafrustrira, če nekam greš in potem ne delaš integracije tega v življenje. Tako da, jaz sem prepričana, da zdaj iz te duhovne šole bo imela cel dopust kaj zadelati, ne samo dopust, še karkoli drugega zraven, ker zato tudi neko moje sporočilo, katero karkoli se odločite, da boste kamorkoli šli ali knjigo prebrali, ali naredili, vedite, da to je samo en delček vaše poti. Prvi del poti se začne predpriprava, zakaj ste se za to odločili to knjigo vzeti, kaj bi radi iz te knjige dobili, zakaj ste jo sploh vzeli v roke. Ta drugi del je, da boste knjigo prebrali, ta tretji del pa, kako boste to znanje, ki ste ga dobili, integrirali v življenje. In v primeru, da tega znanja ne integrirate v življenje, kar ste ga dobili, pa govorimo samo o eni knjigi, lahko postanete zakompleksani. Zaradi tega, ker vaš podzavest ve, da vi nekaj veste, če pa nič ne naredite, zakompleksani, zafrustrirani, vedno bolj nezadovoljni, Zato, kamorkoli greste, kadarkoli se odločite, da boste karkoli delali na sebi, vedite, da je potrebno to spraviti v življenje. Iz moje duhovne šole je nastalo nekih 6 opornih točk, ki jih vam bom danes podelila. Danes bom samo eno odprla, bom poskušala biti kratka, ampak bo nastalo 6 čudovitih videov, ker bi rada delila z vami. Bom jasna, to mi je tudi pokazalo v šoli, da tisti ljudje, ki me že poznajo že dolgo časa, vejo, da sem rada iskrena, direktna, zdaj pa vse, kar je, da sem pa v teh 4 letih še dobila dosti več na tej milini, toplini, kar pomeni, da sem še vedno lahko iskrena, direktna, ne dajem še nekih folij zraven, ampak vam povem tako, kot mislim in tako, kot vidim, da je mene življenje spremenilo, kako me je življenje pripeljalo do danes, kjer sem, kako mi je pomagalo to na poslovnem področju, da se nisem ustrašila, ko si čisto gor na skali, pa vseeno ne obupaš, pa še vseeno si obdan z ljudmi, pa še eno si obdan z ljudmi, ki so, vse veste, vsak drugačen, vsak s svojim karakterjem, pa še vseeno vztrajaš in verjameš vase, da ti to zmoreš, in to bom poskušala preko teh 6 videov vam sporočiti. Vendar eno sporočilo, ki se mi pa zdi najbolj pomembno, da se ga sedaj najbolj zapomnite, ki je bilo meni tisto ključno zadnji trenutek, ne zadnji trenutek, ki mi je vse tako puzzle zložilo, ker sem zelo rada puzzle sestavljala, je bilo pa to, ker sem si ga napisala, lepo prosim, tako kot danes tukaj sedim, vztrajajte pri svojih sanjah. Marsikdaj to pozabim, zaradi tega, ker toliko sem že dosegla v svojem življenju,
da pozabim ono malo mojo Tanjo, ki je noter v knjigah napisala, kako je hlastala, gledala moje dve sosedi, eno srečno sosedo, kako je srečna v svoji družini, in ta drugo sosedo, ki je z aktovko prihajala iz službe in odhajala v službo. Tako da lepo prosim, ustrajajte pri svojih sanjah, samo ustrajajte, ustrajajte, ustrajajte. Kajti, če ne boste ustrajali pri svojih sanjah, tisto, kar ne daste sebi, ne boste dali svojim otrokom. In jaz en velik poljub pošiljam eni izmed mojih strank, ni več stranka, ona je moja sestra, bila je tudi z mano na duhovni šoli, kjer je tako lepo sporočilo dala, to, kar sebi ne dam svojim otrokom. In evo, to je tak ključni prvi message, ki bi vam ga rada podala, ustrajajte pri svojih sanjah, če ste sanjali nekoč, da boste ne vem karkoli, imeli svoj butik, svoj frizerski salon, ne vem, delali v največjem podjetju, bili najboljša HR-ovka, najboljša prodajalka, prodajalec, najboljši vodja, ustrajajte, ustrajajte, ustrajajte. In ko pozabite na to, se spomnite Tanje, odprite tisto Tanjino knjigo, preberite noter, kako je Tanja ustrajala iz ene skromne deklice, ker ne raste iz podjetniške družine, ker raste v skromni družini, je ustrajala na tej poti in ustvarjala prihodke iz toliko na toliko. Danes ustvarjam drugo zgodbo in ustrajam še vedno pri svojih sanjah. Moje sanje so, da vsak Slovenec si zasluži biti srečen s tem, kdor je, in uživati v tem, kar počne. To niso moje sanje, to je moje poslanstvo, ampak sanje so pa, da sem jaz hotela do tega priti. No. Ok, glavno sporočilo. Zdaj bom pa samo prebrala 6 videov, katerih bom posnela, zdaj rečemo vsak četrtek, mogoče tudi četrtek ne, mogoče torek, kakorkoli, in bom podala vam tako jasne fakte, za katere ocenjujem, da so meni pomagali, da sem danes tukaj, ker sem, da pomagajo mojim strankam, da so tam, kjer so, in da tiste ljudi, ki jih jaz občudujem, jih tako tudi vidim, da so čist enako šli skozi podobne, mogoče so šli nekaj malo več jih dali noter, kot te informacije, ki vam mi danes podala. 6 sporočil, ki se meni zdi ključnih, pa bom potem, danes bom eno vzela, danes bom vzela pač ta prvo in potem bom vsakič še drugo povedala. 6 sporočil, ki sem jih jaz dobila konkretnih iz te duhovne šole. Mogoče se še spomnite, moja namera je bila, sprejemam se točno takšna, kot sem in verjamem vase. Prvo sporočilo, ki sem ga zelo jasno dobila, da se učimo eno drugega. Tega se bom pol dotaknila, zdaj bom samo prebrala vam. Ta drugo, katero je hvaležnost. Če nismo odprti v hvaležnosti, ne moremo pričakovati, da bomo karkoli dobili. Res. Hvaležnost odpira in če se tega držimo, obljubim vam, če ustrajate, lete, imam stranke, ki lahko potrdijo, kako jih hvaležnost jih je spremenila to, kdor so danes. Tretja točka, ki se mi zdi ena izmed mojih točk, ki rečemo, da jih šele zdaj spoznavam, za kar sem izredno hvaležna, najprej moji stranki, potem moji poslovni partnerki, danes lahko rečem, potem prijateljici, danes lahko rečem, da je res moja sestra. Sestra, ki po moje potujemo iz življenja v življenje, je prijateljstvo. Nikoli nisem vedela, zakaj meni, seveda sem vedela, ampak nikoli tako jasno sporočilo dobila o prijateljstvu, koliko je pomembno, kako je to krhko, kako je to tako krhko steklo, kako je potrebno delati s temi prijateljicami, prijateljem, kakorkoli, in se bom tega dotaknila in zdaj vem, kaj se mi je dogajalo v vsem tem času, da sem oseba, ki mogoče sem raje delala, pa imela manj prijateljev in nisem imela neke želje po tem prijateljih, druženja, in zdaj vem zakaj in sem vedela že prej, zdaj sem pa dobila bolj eksaktno sporočilo. Opolnomočenje
se mi zdi ena izmed besed, ki sem jih jaz nekako uvedla. Opolnomočenje je bilo najprej tako, zavzetost, ko se pogovarjamo zavzeti zaposleni. Jaz bi vedno rada imela sem zavzete zaposlene, in pol je ta beseda opolnomočenje postala. To je ključno, ker se bomo dotaknili vloge žrtve in zmagovalca. Res, moja knjiga je aleluja. Tako kot mi je rekla ena oseba in jo bom nujno povabila z mano v sodelovanje, to je mi rekla 2 tedna nazaj, Tanja, tvoja knjiga šele zdaj prihaja v ospredje. In jaz sem vedno bila tako pred vsemi, zavete, organko, skoraj 10 let pred zgodaj, vedno prej. In je bilo ful lepo, ker v knjigi notro opisujem vlogo žrtve in zmagovalca. Jaz nikoli nisem rada bila v vlogi žrtve, nikoli, tudi če vzamem, ko sem zdaj rekla, mogoče sem bila ne, jaz sem vedno hotela vstati, bila sem ranljiva, ampak ko sem bila ranljiva, sem rekla, oh my god, ti pa že ne, zavihala rokave in šla naprej. Tako da, to poglavje se bomo dotaknili zaradi tega, ker ocenjujem, da je veliko žrtev, to je predvsem zaradi tega, ker potem smo bolj fokusirani na to, kako so drugi krivi za to, da mi nismo uspešni in premalo v vlogi zmagovalca. Tu noter so tudi ta ego stanja, ki se učimo, ker dostikrat gremo v ego otroka in potem pač vsi drugi so krivi, namesto da vidimo v resnici, kaj prihaja od nas. Tako da govorili bomo o polnomočenju, egzaktno, kratko, čisto konkretno vam bom rekla, zdaj pa dost. Če hočeš biti v vlogi žrtve, ostani. Pripravi se, da v drugem življenju boš v tej vlogi še krat 2 in boš še bolj mogla se potrudiš, da boš postala v vlogi zmagovalca, ali zmagovalke, kakorkoli boste postali. 5. točka, bolečina. Zdaj bi se zjokala, ker imam to tudi v moji družini, se je zgodila ena bolečina, ki mi je pa naredila največjo nagrado ever, ker sem s to osebo tako povezana, ko mogoče v vseh prejšnjem času ne toliko, koliko sem zdaj povezana, ker je ta oseba, ki mogoče prej mi ni bila tako blizu, oziroma jaz nisem bila blizu, ker jo izredno so jo motili moji stavki, da vidim vse srečo, gor dol sem tja, zdaj pa je ona, ta oseba v bolečini. In kako spoznava, da koliko se uči skozi bolečino. In ta bolečina je tista, ko upa priznati, da jo boli, da je potrta, da je ranljiva, upa podeliti osebi drugi, tudi povedati, da še vedno, to meni, da ne gre v vlogo maščevanja, zdaj bom pa jaz pokazal, kaj se da, ampak je ostane v vlogi bolečine in reče, hvala za to bolečino, ker zaradi te bolečine bom postal ali postala boljša oseba. In ne samo to, ta oseba, ki je to bolečino naredila moji osebi, sem jaz hvaležna zaradi tega, ker mi je pripeljala to osebo do mene in smo s to osebo danes 10-krat, 100-krat bolj povezani kot predtem. Tako da, bolečino bomo govorili. In vsekakor ta zadnja stvar, ki se mi zdi, da pa bo odpirala največja vrata vsem vam, in tega mislim, da iskreno manjka in da sem od samega začetka, pa jaz tu izredno močna, zato tudi mogoče imam tako, čakajte, prvo povem kaj, predno bomo prišli. Bomo govorili o spoštovanju, ki je enako ljubezni. Jaz sem presrečna s mojima dvema, sem bila že na grobu pri očetu, zjokala skoraj na grobu, sveče so gorele, toliko je bilo, da vam ne znam povedati tistih iskric zraven, ki so mi utripale, da je oče bil zraven na grobu, ki je čutil mojo hvaležnost. Mislim, kaj sta meni moja starša dala? Moja starša sta meni dala resnično pravico, spoštuj ljudi, mogoče glih zaradi tega, ker sta bila ona tako spoštljiva in vsakega tako ponižno gledala, to spoštovanje in ljubezen, tudi te teme se bomo dotaknili. Ampak zdaj, v redu, to sem vam zdaj naštela, o katerih temah bom govorila na 6 videih, tako da zdaj bom eno sem malo dotaknjena, ker se mi zdi tako malo pomembno, učenje eno drugega. Rada bi vam povedala, da na to duhovno šolo sem šla z mojimi strankami, to pomeni na isti šoli sem se učila jaz in moje stranke. Jaz
in moj mož. Jaz in druge osebe, ampak predvsem to. Ne glede, to sem že kdaj povedala v kakšnem videu, mi, ki treniramo ljudi, ki jih hočemo odpreti in pokazati, koliko je vse skrito noter v nas. Vete, moje delo je skoraj najtežje delo. Jaz tako izhajam iz tega, si vi predstavljate, k nam prije oseba, da odpira svoje bolečine in pol, a veste, koliko lažje bi biti malo navdihniti, pa malo napumpati ljudi, ker to sem tu dobra, znam motivacijsko narediti. Jaz jih pa pošiljam v rane, jaz jih pa moram malo razred, pa mreč, daj poglejte to rano, odkot je prišla, daj poglej, zakaj se ti to zgodilo, daj poglej to, Ni li tako enostavno, če si mislite, da je to tako enostavno, to ni, ampak kaj je najbolj zanimivega v vsem tem, da mi še toliko več trenerji rabimo delati na tem, da se učimo, da odpiramo svoje bolečine, da pogledamo vase, zaradi tega, ker saj veste, ko nekdo prije k nam, on lahko samo dobi toliko, kolikor imamo mi. Zdaj, če mi ne delamo na sebi, on dobi to, ne more dobiti več, zato je fajn, da delamo. No, ampak kaj je še pa toliko ljubše? Ko pa te gleda tvoj učenec, učenka in vidi, ko se slečeš pred njim, ko slečeš in ko je on slečen pred teboj in ve, da sta na isti valovni dolžini in da dajete samo tisto, kar res zmorete, kar znata. To pomeni, ko stranka reče, jaz vem, da je tu ona boljša in da bo to dala ona meni. In ko jaz gledam stranko in ko vem, da stranka meni lahko da, ker je pa ona tam boljša. To je bistvo sporočila, učenje eno drugega. Ne delajte se za nekoga, kdo niste. Pokažite v resnici, da rečete takole, tule sem ful močen, tule pa ne znam, tu mi pa ti pomagi. Ker edino tako lahko pridejo pravi ljudje v vaše življenje, kjer jih boste lahko vi nekaj naučili in oni vam nekaj dali. To bi jaz temu rekla, daj dam. In ne glede na to, veste, nikoli ni naključij, zakaj imate take sosede, nikoli ni naključij, da imate točno tako sorodstvo, nikoli ni naključij, da ste točno s takimi sodelavci noter v podjetju. Edino, kar vedno pojdite v to, kaj je tukaj, kaj ima on takega, da me lahko nauči, kaj pa lahko jaz njega naučim. In ko boste prišli do tega, da ni samo dajanje, ampak da je dajanje in sprejemanje, boste nagrajeni. Kajti jaz sem vedno imela izziv s sprejemanjem. Lete, če pač rasteš v družini, kjer pač nimate kaj dosti, imela sem čudovite partnerje, kjer so me res obdajali, mene so vedno samo razvajali partnerji, tako da jaz sem vsakemu hvaležna, nikoli mu ni bil noben problem, nobenemu partnerju, karkoli zame narediti. Nisem bila pa navajena, ne vem, tako od prijateljskej dosti, zdaj noro, kako imam. Ko so me stranke začele razvajati, mi je bilo grozno, sem vedno mislila, da moram vrnati, da kaj bom zdaj vrnala, kaj bom. In to tako, kar naenkrat se mi je začelo dogajati leto, ko so mi vsi kar nekaj dajali. In to je bilo za mene nekaj najhujšega, oh my god, zdaj sem to dobila, zdaj sem ono dobila. In to, veste, to so tudi taka darila, ko človek reče, a res, a to sem dobila. Danes vem, da ko nekaj dobim, bom tudi lažje jaz dajala. Ampak prej sem pa kar dajala in potem si izčrpan. In rabiš ta krogotok in se zavedajte, da nič ni narobe. Tudi če imate, ne vem, če ste vi vodja, da tudi se slečete pred vašimi vodji. Če pa zaposleni niso ta pravi in se ne upajo tega, in na primer, kak je, ti si vodja, ti moraš vse vedeti, ti bi mogel vse znati. Ko se slečete pred tem vodjo, ta ni deležen potem vaše pozornosti, da mu še namenjate toliko, če vidite, da to ne spoštuje, kak ste se slekli pred njim. Ampak če čutite, da je to vzel nespoštljivo, malo ponižajoče in gor dol, samo zaprite ta vrata.
ne stresajte te energije, dovolite si, da dobite od tistih ljudi, ki vam jo bojo dali s veseljem. Zato bi bil moj prvi, učimo se eno drugega. Dovolite si, da ne glede, ali ste vodja, ali ste lastnik, ali ste kdorkoli, učite se od ljudi, vendar vedno na spoštljiv način. Moja tašča in moj tast sta zgradila to podjetje. Res, da smo midva z Igorjem in z ekipo naredili noro veliko transformacijo, ne vem, iz obrtniškega v proizvodno, v razvojno, tako, ampak moja naloga je, da bom vedno jaz bolj spoštovala mojo taščo kot tašča mene. Vendar, tako kot jaz njo spoštujem, želim, da ona mene spoštuje. Ne morem pa pričakovati, da bo tašča bolj mene spoštovala kot jaz njo. Če smo midva z Igorjem nadaljevala to tradicijo, je prav, da tudi naju spoštujejo sodelavci, bolj kot midva njih. Isti vzorec, hierarhični. In isto tako je pri sodelavcah, pri strankah in tako naprej. In isto tako je pri starših. Isto je pri starših. Jaz bi mogoče ta zaključni stavek dala temu, Ana. Marsikdaj sem se sramovala moje mame in mojega očeta. Moj oče je rad spil, bil je pa izredno inteligenten. Mislim, danes mi je tako žal, da je sploh prišlo kdaj do tega, da sem se sramovala, ker mi je noro veliko dal. In s tem, ko se ti nekoga sramuješ, ga potem ne spoštuješ. Ana. In ne dovoliš, da bi izrazil neko mnenje, ker misliš, kaj boš mi ti govoril, tam si prej pil, zdaj boš pa ti meni kaj govoril. Ana. Pa ni res in potem samo sebi zapiraš vrata. Isto moja mama nikoli mi ni rekla to, kar slišim kdaj v trgovini in mi je tako hudo, kako se ljudje pogovarjajo med seboj. Ok, to je druga tema, ko bomo govorili, Ana, ko sem slišala, ko reče, ne vem, mama svoji hčeri, daj tudi obučo sem, Ana, mislim, halo, dragi moji, mama svoji hčeri, pa vedite, kaj je ona dobila od svoje mame, Ana. Ampak počasih rečem tej hčeri, bi si rekla, daj spoštuj mami, kako drugačne znana, ker če ne boš to ti isto svoji hčeri naredila naprej. Ko slišim, kako en drugemu govorijo, kako si smotana, kakva budala, mislim, učimo se eno drugega. Dovolite, da se učite od vaših staršev. Sigurno imajo nekaj čudovitega, kar so vam dali. Tako kot sem jaz toliko čudovitega dobila, zdaj od mojih strank na teh obredih, Ana, to je noro, kako lahko se spoznaš 3 leta nazaj, pa dobiš neverjetno velik, ne vem, darove, blessing vse, Ana. Kako dela stranko, kjer je najmočnejša na svetovnem področju, Ana, in ona dobi od mene nekaj na osebnem mestu, pri njej nekaj na poslovnem področju. Tako da, dovolite, da to tudi vas, da je to neko sporočilo, ki bi ga pa jaz vam rada dala in sem spet 22 minut, kot da sem že predolga. Želim vam en čudovit vikend, skupaj bom z vami, obljubim, da bom krajša, zdaj sem vam mogla najprej našteti, da bom vsako temo tudi povedala kratko in zelo jasno vam dala jasne usmeritve, ker to sem jaz, veste, jaz nisem filozofirana naokrog, jaz sem jasno, vendar zdaj pa še malo več miline v teh nekaj letih, katerih sem dosegla. Tako da delo na sebi ni enostavno, vam pa naj povem, je pa nekaj najlepšega. Zato še na konec eno te isto, vztrajajte pri svojih sanjah. Tisti, ki pa še niste vzeli moje knjige, pa pejte kupiti za Božjo voljo mojo knjigo, ker moja knjiga je Biblija, osnova nekih orodij, da vidite, kako lahko en človek, ki je oseba, ki dejansko ni imela se od nikogar učiti tako, dosegla to, da jaz danes res uživam življenje. Jaz imam danes res idealen dan, jaz se danes budim mirna, notranje mirna, jaz danes zbiram stranke oziroma stranke zbirajo mene in so prave stranke, katere me izberejo. Jaz danes imam čudovit odnos z mojima otrokoma, mislim, 19 let, z možem, ne vem, če sem kadarkoli imela tak odnos, ki ga imam danes, ne vem, če sem imela z mojo mamo, my God, z mojim bratom, kaj šele z vsemi ostalimi, a pa da ne govorim o moji nečakinji. Tako da, hvala vsaki moji stranki,
hvala, ker čisto vsaka mi nastavlja ogledalo, samo refleksijo dela, ampak tudi vem, da niso vse moje stranke, definitivno katere niso moje stranke. To čisto to najbolj vem. Vse stranke lahko pridejo k meni v vlogi žrtve, ki pa nočejo postati zmagovalke, pa zmagovalci, pa nisem pravi naslov. Pa Tanja Skaza res ni pravi naslov. Ker vsi čakamo neko čarobno paličico, ko bo prišel pa nas bo rešil, pa iščemo rešitelje, v resnici smo pa rešitelji sami sebi. Tako da en lep večer vam želim, vse dobro in poljubno vam pošiljam en velik objem in dajmo narediti, da bo Slovenija lepa država, ker se bomo vsi imeli radi in bomo to ljubezen širili naprej.